Dober dan, en čudovit pozdrav iz Cipra. Danes sva se z ženo odpravila na en potep po tem območju južno od Limassola. Najprej sva prišla na eno arheološko najdišče, potem greva pa dol do obale, kjer je ena razbitina potopljene ladje in pa neko zaščiteno naravno območje. Danes je na Cipru 18. april in prijetnih 25 stopinj Celzija, tako da smo lahko v kratkih rokavih. Midva imava v najemu to srebrno puščico Škoda Octavia. Te rdeče tablice pa pomenijo, da smo rent-a-car, tako da vsi drugi vozniki pazijo na nas. Ker tle na Cipru se vozi po levi in lahko povem, da je tu ena specialna dogodivščina. Ful živčen in napet ko struna. Dej, glej na cesto. A ja, pa še to, če imaš srečo, pol imaš srečo od vsega začetka. Danes je očitno praznik in je vstopnina v ta arheološki park brezplačna. Ja, to je tukaj v Curionu, precej veliko arheološko najdišče iz rimskega obdobja, z ohranjenimi mozaiki, amfiteatrom, z baziliko, ni da ni. V osnovi sva gledala na spletu, da bi bilo to 8,5 € vstopnine, ampak zaradi praznika velike noči je brezplačno. Drugač pa je danes na Cipru normalen delovni dan. Gospa, ki nas je včeraj sprejela v apartma, je rekla, da bojo oni imeli praznik čez 5 dni, se pravi petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek. 5 dni si vzamejo prosto za veliko noč. Midva sva tokrat na južni strani Cipra, na tem grškem delu. Tle sva bila pred 22 leti že enkrat. Enkrat sva bila tudi na severnem turškem delu. No, na tem južnem delu, ki je sicer grški, sta dve britanski enklavi. Če pogledate na Google Maps, boste videli, da piše Združeno kraljestvo oziroma Velika Britanija ali nekako tako. In to je ta del tle dol, južno od Limassola, tak zaščiten polotok s tem naravnim habitatom, kaj pa vem, ptice, jezerca, slana jezera. In tam naj bi bila ena razbitina ladje, ki je brodolomila, bova probala iti pogledat. Pravijo, da ne rabiš dokumentov, da je možen prehod v britansko ozemlje, bomo videli. Nekje sem prebral, da ja, nekje da ne. Cenovno naj je Cipr za en teden prišel 1000 €. Tukaj polovico cene predstavlja apartma. Dejansko gre za 100 kvadratnih metrov veliko pritlično stanovanje v spodnjem delu hiše. Ostalo je pa karta za Ryanair, rent-a-car in pa parkirišče v Treviso. Če gledam tako, da nisva neki prav šparala pri ceni, recimo rent-a-car imam tole Škodo Octavio, apartma prevelik za naju, ima 2 spalnici, dnevno sobo, kuhnjo, kopalnico. Za 1000 € za 2 osebi za en teden z letalom tja in nazaj, dostopno. Najin plan je, da se bova vsak dan nekam zapeljala z avtom, tam naredila kakšen sprehod, si kaj ogledala, šla kaj dobrega pojest in zvečer lepo naredila en rezime tistega dne. Nekaj od tega boste videli tudi v mojih videoposnetkih. Tle na drugi strani je pa ta rimska agora. Agora pomeni mestni trg. Kot zanimivost obstaja beseda agorafobija. To je strah pred odprtimi prostori oziroma nasprotje klaustrofobije. Drugače pa tukaj lahko gledamo vse sort zanimivih stvari, recimo javne kopeli, nimfam posvečeno svetišče, ostanke privatnih hiš, šesterokotni plavalni bazen, še ohranjene ploščice po tleh in še več javnih kopeli. Ker vas pa ne želim preveč utrujati s temi arheološkimi najdišči, si bom jaz tole mestece zdaj v miru samo gledal, mi pa se vidimo od spodaj pri razbitinah stare nasedle ladje. Kje dol bova šla in potem ob obali vse okrog polotoka.
Za predjed sva si naročila nek pečen sir na žaru, super dober okus. Ker pa je to ribja restauracija, sva si za glavno jed naročila file lososa in file polenovke. Pa pol velike porcije, sem upal, da bojo manjše. Ali sva si še zamenjala, da probava vsak nekaj. Tudi polenovka je zelo, zelo dobra. Plus še 2 kozarca vina, pa bo vse skupaj okrog 50 evrov. Tle sva se zdaj prepeljala čez to napol slano močvirje, tukaj do morja, zato ker tukaj so na voljo ogled razbitine stare nasedle ladje. Je kar zanimivo videti tako od blizu razbitine neke nasedle ladje. Nisem pa nič preveril, iz kje je, iz kjerega obdobja, čigava. V bistvu se ni pomembno. Važno je doživetje, ki ga imaš ob tem. Drugač pa je vse to tukaj britansko ozemlje, tako kot sem omenil že prej. Če pogledate na Google Maps, boste videli, da je meja med Ciprom in Združenim kraljestvom. To je ta tako ogromno močvirje, vmes je eno slano jezerce, par samostanov. Praktično to je cel ta polotok južno od Limassola. Tle sva zdaj prišla na neko območje, ko se vozva sred kilometra široke peščene plaže. Komplet tega polotoka niti ne moreš videti, ker je zagrajeno in so vmes kontrolne točke za angleško vojsko. Ampak zdaj tukaj je pa res zanimivo. Levo in desno 1 kilometer peska in jaz se peljem naravnost proti neki plaži. Tako na Google Maps sem videl, da je tam odzadaj neko letališče. Tisto je po moje vojaška zadeva, zato je vse v ograjah. Tle naravno so pa tudi kar neki stolpi pa oznake, da ne smeš fotografirati. V glavnem je kar tako adrenalinsko, tle med temi ograjami jaz si niti snemat ne upam vsega, ne vem. Bo kakšna vojska kje ustavljati, jaz tle radarje snemam in satelite. Ampak Google Maps kaže še zmeraj, da smo na pravi poti. Je pa zanimivo, ker tudi Google Maps upošteva, da je tukaj angleško ozemlje, zato ker razdalje govori v miljah in v čevljih. Po 1000 čevljih zavijte levo. Zdaj sva zdaj prišla do ene točke, vam lahko pokažem prav od blizu, kako izgleda to slano močvirje. Raj za ptice, ogromno sem jih videl vse okrog. Samo zdaj ni nobenek, sem prišel ven z avta. Sva tle naletela še na eno opazovalnico za ptice. Zadaj v daljavi se pa že vidijo ladjedelnice Limassola. To je tudi največje pristanišče na Cipru. Tukaj na tej točki naj bi bila še neka plaža z imenom Lady Smile. Pa greva zdaj tle čez pogledati, če se da prideti do morja. Vidite, koliko naprej je že soproga. Ja, tako, super lepa je ta plaža, sicer zdaj v aprilu popolnoma zapuščena. Danes popoldan se je tudi malo poplačilo, tako da več ni tistega sončnega vremena, ko je bilo dopoldan. Jaz se bom kar z te plaže poslovil
Hvala, ker ste si vzeli čas in pogledali tale video. Bodite fajn, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.